Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 7. julija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Slovenija in Evropa beležita rekordno rast prodaje električnih avtomobilov, a pravi preizkus električne mobilnosti šele prihaja. Dijaki TŠC Maribor so na svetovnem prvenstvu RoboCup dosegli odlične rezultate. Kako bi poimenovali novo kavarno? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vcer.com. Še pred nekaj leti so bili električni avtomobili za večino voznikov novost, zanimiva predvsem za navdušence nad novimi tehnologijami, danes pa postajajo vse pomembnejši del avtomobilskega trga. V Sloveniji je bilo v prvih 5 mesecih letos registriranih skoraj 93% več novih električnih avtomobilov kot v enakem obdobju lani, njihova rast pa je občutno presegla evropsko povprečje. Tudi v Evropski uniji se elektrifikacija pospešuje. Že vsak 5. na novo registrirani avtomobil je povsem električen, medtem ko prodaja bencinskih in dizelskih vozil vztrajno upada. K hitrejši rasti prispevajo tudi širša ponudba modelov, tehnološki napredek, nižji stroški uporabe in razvoj polnilne infrastrukture. Toda rekordne številke odpirajo tudi nova vprašanja, kako dolgo bodo trg še spodbujale subvencije. Bo polnilna infrastruktura sledila rasti števila električnih vozil, kako dostopna bo električna mobilnost za prebivalce večstanovanjskih stavb. Elektrifikacija očitno ni več oddaljena prihodnost, temveč sedanjost, njen nadaljnji razvoj pa bo odvisen predvsem od tega, kako uspešno bodo državni ukrepi, energetika in avtomobilska industrija sledili vse hitrejšim spremembam. Temo je pripravil Mitja Segaj. Ekipa TŠC Foodbot iz Tehničnega šolskega centra Maribor se veseli izjemnih robotsko-nogometnih rezultatov na svetovnem prvenstvu RoboCup, ki je letos potekalo v Južni Koreji med 30. junijem in 6. julijem. Naši dijaki so se že 3. leto uvrstili na svetovno prvenstvo, lani so bili v Braziliji, leto predtem na Nizozemskem, pove ravnatelj TŠC Aleš Smole. To tekmovanje od sredine 90. let povezuje robotiko, umetno inteligenco in izobraževanje. Cilj tekmovanja je učenje timskega dela, programiranja in reševanja tehničnih izzivov. Med izzive tekmovanja spada tudi nogomet. Tekmovalci gradijo robote, ki brez človeškega upravljanja igrajo nogomet drug proti drugemu. Super tim je izziv, kjer se več ekip med seboj poveže in nato tekmuje proti drugi ekipi super tima. V kategoriji Soccer Infrared 2 vs 2 pa roboti zaznavajo žogo z infrardečim senzorjem in na igrišču vsaka ekipa nastopi z 2 robotoma hkrati. Ekipo TŠC Maribor so sestavljali dijaki Nik Črnčič, Tjan Črnčič, Oskar Iljevec in Timotej Anton Radanovič. V izzivu Super Team so osvojili 4. mesto, v izzivu RoboCup Junior Soccer Infrared, ki velja za najprestižnejši del posameznih iger, pa 6. Pod zgodovinskimi oboki centra Rotovž Mestne hiše kulture nastaja prostor, ki bo kmalu postal središče za kavo, srečanja in kratek oddih. Nova kavarna pa potrebuje še svoje ime. Pri izbiri lahko sodelujete tudi občani. Na novi spletni strani www.rotovž.si lahko glasujete za svojega favorita. Več o izboru in ostalih lokalnih novicah pa v Večeru ter na vcer.com. To je bil Večer zjutraj 7. julija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.